Želim vam blagoslovljen Božič. Mir, zadovoljstvo, sreča, radost. Ja, to so želje, ki jih želimo vsakemu, ki jih želimo sebi. In dejstvo je, da Božič je res praznik luči, praznik novega rojstva, novega življenja, novega cikla. Božič je rojstvo novega. Božič je Kristusova energija. Kristusova energija, ki je v sočutju, v odpuščanju. Kristusova energija, ki je predvsem v tem, da povezujemo, ne pa razdiramo. Božič je Marijin praznik, na koncu koncev je Marija kraljica angelov. Božič je tudi praznik družine. No in dejstvo je, da tukaj zna pa boleti, ker dejstvo je, da recimo jaz, če gledam moje življenje, moja družina je razpadla in vemo, da ta trenutek se pri mnogih krešejo zadeve in pri mnogih se je zgodilo tako, da ali zaradi bolezni, da ste sami, da ste ostali sami, ali mogoče so vaši dragi v drugih državah in prav zaradi korone se lahko zgodi, da ne morete imeti toliko stikov in prav to zna potem pometati določene rane iz človeka, ker biti sam za praznike. No in zdaj jaz imam to rano pozdravljeno, zato lahko o tem govorim. In danes želim o tem govoriti, zato ker to so včasih kar boleče rane. Veste, ne vem, nekomu umre partner in ostane sam, otroci so mogoče imajo svoje družine, so daleč stran. Ali pa recimo tako kot jaz, ko energija zakona umre, ko se poti ločijo, takrat enostavno, dejstvo je, da nikdar ni več pol tako, kot je bilo. Jaz sem zdaj 5 let samska. In to pomeni, v teh 5 letih, prvo leto sem zbežala. Zbežala za Božič, bila sem na Dunaju in mi je bilo tako fino, ampak jaz vem, da sem takrat bežala. Drugo leto sem bila sama in se spomnim, da sem gledala film Koliba in že zaradi tega filma sem jokala in potem mi je bilo že tako, sem bila sama in tisti film, kjer je poudarek na odpuščanju in tako naprej. In potem sem šla k polnočnici v Ljubljano, k frančiškanom in se spomnim, na moji desni strani je sedela gospa, ki je celo mašo jokala. Ki je bilo tako težko in meni je bilo težko. A veste, kaj je bilo pa zanimivo? Na desni strani pa sedel par, tujca sta bila pa tako zaljubljena. In tako, veste, jaz pa tukaj med enim dvema, te dva, ki sta žarela in ta gospa, ki je bila vse noter žalostna. No, potem sem pa zdravila naslednja leta mojo dušo, ker dejstvo je, da če si sam za praznike in sploh ameriški filmi, ki kažejo nekoga, ki vzame piškote, vino in gleda žalostne filme za praznike, samo da zbeži in joka in tako naprej. No in ena stvar, do česar sem zdaj tudi sama prišla. Dejstvo je, da za praznike, tudi če je človek sam, lahko v srcu nosi radost. Radost, zato, ker nekje biti, hvaležnost, ker veš, da na koncu koncev si živ. Tako dober je, meni je toliko všeč. In zdaj se spomnim mojega 1. maja, takrat, ko sem se preselila na svoje. Jaz sem takrat taki radosti pela in slikala in tako naprej. In dejstvo je, da vedno imamo izbiro. Lahko se sami sebi smilimo, smo žalostni, se ukvarjamo s tem, česa ni, ali pa po drugi strani damo fokus na to, kar je in na koncu koncev naša čustva potem odločajo o tem, kam bo šel tok našega življenja. No, zdaj pa gremo naprej na Kristusovo zavest. Zdaj prihaja v naše življenje, na zemljo se spušča vedno bolj vijolični žarek, to je energija Saint-Germaina. Saint-Germain je bil v enem od utelešenj Sveti Jožef. Sveti Jožef, vemo, da je
mogoče ni toliko pisan, kakšno vlogo je odigral kot oče Jezusa, ampak dejstvo je, da nekdo, ki ima očeta, ki ga stalno zaničuje, ne more velikih stvari doseči, oziroma rabi veliko več časa, da do tam pride, ne? In očetova vloga vsekakor je pomembna. In danes, če gledamo sveti večer in jutri Božič, ko praznujemo res zmago luči nad temo. Vemo pa, da zadnje čase tema kar zanimivo seka pri ljudeh, ki so na temni strani in se jim dogajajo tako zanimive zadeve. In ena stvar, kar jaz verjamem, je to, da s svojim razmišljanjem vlečemo nase tudi temne sile. No, zdaj pa, danes smo se pri kosilu pogovarjali s hčerkami, v bistvu ta avrični del oziroma eterični del okrog nas, kamor se zapisujejo vsa čustva in misli vseh ostalih in tudi naša, dejansko je to nekaj kot oblak, ki plava za nami. Zdaj, če bi bila to risanka, pomeni, da bi bilo tako, veste, tisto, ki ti sledi nekaj. In če pogledamo risanke, kako so prikazane te temne sile, ki hočejo zmagati. In zdaj, če gledamo, to se res dogaja tudi v naših življenjih. Zmeraj imamo priložnost, da nas začne nekaj črvičiti. In tisti glas, ki nam govori, joj, si sam, ne bo ti uspel, morate biti strah, propadal bo, ne vem, tisoč in ena zadeva. To se zapisuje v eterični del. Druga zadeva pa naprej. Mi kot Slovenci, oziroma vsak narod, ima eterični zapis kot narod. Vse te zadeve se zapisujejo. Zdaj pa ena stvar, kar jaz verjamem, da je tukaj v slovenskem zapisu, je sigurno koda obupa. Slovenija je odlična po samomorih, ne? Smo kar pri vodilnih. In prav za praznike, ko začne to pritiskati dol, sam si, nihče te nima rad, ne zmoreš, tema, se pogrezaš in seveda za praznike je največ samomorov. Zaradi tega, lejte, če poznate koga, ki obupuje, dajte mu podati roko. Če ste vi tisti, ki obupujete, dajte se dvigati. Ni tako temno, kot mogoče zgleda ta trenutek. Nikdar ni bilo še tako temno, da bi bilo kar za obupati, ker v bistvu naša duša se je prišla naučiti prestopiti stopničke. In ja, moja rana je bila biti sama, ne? In prej sem delala vse, da ne bi bila sama, in potem sem se spopadla s tem in sem rekla, ok, dajmo to počistiti, in sem počistila. In mi ni več težko biti sama, ker me spremlja vse stvarstvo. No in zato, lejte, če vidite, da imate nekje svojo šibko točko, dajte to počistiti. Zdravilna molitev dekodiranja vam bo vsekakor pomagala. In druga zadeva, počiste vse tisto, ko imate občutek, da ste ločeni od ostalih. Ne rabite tega, to je nekaj, kar vam hoče ta ego vcepiti v glavo, ne bo ti uspel, ločen si, ne da se. Dejstvo je, Božič in sporočilo upanja je vedno to, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne glede na to, kako je sedajle. No in karta prehoda na vodovo je prišla zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Zdravljenje je tudi blagoslov. In bom v bistvu s tem zaključila tale video. Želim vam blagoslova na vseh področjih. Želim vam Božjega blagoslova. Jaz vas posipam s čarobnim prahom, naj vam vse uspeva. In ena od afirmacij, ki je v knjigici Prehod v novo dobo, blagoslov. Jaz sem milosti polna, blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Sejem blagoslov. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva. Jaz sejem blagoslov. In želim ga tudi veliko, veliko v vašem življenju. Naj se vse spreminja samo v dobro. Vse tisto, kar vam ne služi več, dovolite, da odide.
čas je za nove začetke, nov cikl in včasih je prav, da kakšna stvar pač odide. A ne tako kot rojstvo, otrok zapušča maternico in gre v nov svet. In ja, prehod je boleč, vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ampak nič hudega, zato ker je potem to boljše. Ne? Ko prerasteš maternico, je čas, da greš naprej. Tako da naj vas ne bo strah, zaupajte. In nekje sem prebrala, da v Svetem pismu je napisan 365krat: ne bojte se, ne bojte se, ne bojte se, zaupajte, zaupajte. Vera, upanje in ljubezen, to troje je najbolj pomembno. Zato upajte v boljše čase. Jaz res verjamem, čakajo nas boljši časi. Tako da res blagoslov v vašem življenju in vse dobro.